Mislim, lahko samo povem, pač tule govorimo potem o percepciji, ne, in meni se čisto tako zanimivo, čustva obarvajo našo percepcijo, delujejo kot neki filter. In tako kot smo rekli prej, imaš težek dan, nimaš težkega dneva, ne, ampak lahko je čudovit sončen dan in če je tule pač ni te čustvene regulacije, če je neka frustracija, tesnoba, bo tudi če je čudovit sončen dan, ne bo tako dober, ne, mi bo šlo nekaj na živce, ne. In spet, če se naučim to regulirati, bom lahko isti dan doživel na drugačen način. Ena čisto še taka vaja zanimiva iz komunikacije se meni zdi, ne vem, če se je komu zgodilo, mogoče se komu od poslušalcev, ko imamo kakšno pisno interakcijo in smo recimo neregulirani, ne, recimo razdraženi, je to neki trigger, čutimo neko jezo in nekdo, recimo, jaz sem imel tako izkušnjo, mi pošlje sporočilo in samo ono sporočilo, zaradi tega, ker sem bil v tem survivalu, sem doživljal kot napad, ne. In sem se hotel že odzvati napadalno. Vaja je taka, da potem takrat ne odpišeš, počakaš 2-3 dni ali pa narediš neko orang dihalno vajo in se vrneš pol čez 3 dni ali pa čez en teden k istemu sporočilu, ko si pomirjen. Recimo, to se meni večkrat zgodilo in sem pogledal čez en teden in sem čisto drugače prebral. Isto sporočilo. Spet tako, kot govorim o knjigi, ne. In je fascinantno, koliko nam v bistvu ta čustva in ti preživetveni goni zameglijo percepcijo. Zato se mi zdi toliko pomembno ta observacija, kaj bi zdaj posnela kamera, kaj so specifične besede, kaj je oseba rekla, kaj dejansko jaz zdaj vidim. Dostikrat dam tudi primer, recimo v družinskih situacijah, kamera bi posnela recimo tihožitje neke nepomite šalice na pultu, ne. In eni mami se sname čisto, ne. Medtem ko observacija je pa pač nepomita šalica. Tako, in kakšen močen trigger je to lahko za nas, ne. Tako neko tako osnovno razlikovanje med kaj je observacija, kaj si jaz interpretiram, kako jaz doživljam, se mi zdi, da nam je lahko v komunikaciji zelo, pa v odnosih zelo podporno, ne. In pol lahko rečem, čakaj, nepomita šalica, čakaj, jaz imam zdaj zaradi te nepomite šalice tule, ke to vidim, ne, se meni svet podira. A ni to zanimivo? Kaj si jaz razlagam, kakšna so moja prepričanja, zakaj to tako doživljam?